Kakšno je pravilo, kako najhitreje prevozimo? Torej, najprej moramo upoštevati idealno linijo. Idealna linija je na nek način alfa in omega in seveda pomeni nek maksimalen radius skozi nek ovinek. Torej, vstopava po zunanji strani, kjer tudi seveda zavirava maksimalno in premakneva avto proti vrhu notranje strani in pa spet odpirava, riševa ta maksimalen radius in izhajamo iz ovinka. Seveda je pa to zgolj samo linija. Kakšno je pravilo, kje začnemo zavirati, da bo najhitreje? Okay. Kako je tisto hudiče v detajlih, ne? Tako. Torej, zaviramo namreč seveda na tem ravnem delu, da izkoristimo torej, maksimalen zavorni učinek, da se zavorna sila enakomerno porazdeli na kolesa. Torej, zelo pomembno je, da pravočasno zaviramo. V tem delu je običajno največ nesreč oziroma napak. Zakaj? Ljudje se namreč v želji po doseganju hitrosti zakalkuliramo in vstopamo s preveliko hitrostjo v ovinek, kar pomeni, da namesto, da bi šli po idealni liniji čez ovinek, se nam ta linija podaljša oziroma iz ovinka. Tako, postane ravno iz ovinka. Kje pa potem ponovno pospešujemo? Se pravi na tej točki. Tako, torej na ravnem delu zaviramo, čim obrnemo volan, ohranjamo samo hitrost in tukaj je ta sredinska točka, stujko se imenuje apex, pa na tej točki bi moral biti avtomobil in seveda tudi mi za volanom pripravljeni za začetek pospeševanja, ki seveda poteka spet po idealni liniji. Pospešujemo, se pravi, postopoma in nekje na tej točki gremo na polno, če tako rečem. Tako. V teoriji, recimo pri takem ovinku, bi to pomenilo, da na tej točki, ko spet pridemo na raven del, imamo tudi pedalo za plin do konca potisnjeno.